dragi krajani od tu, dragi občani iz bližnje občine in bližnjih krajev, vsi ostali, ki ste prišli od precej daleč, kot sem videl, so nekateri tu iz štajerskih koncev, z Ljubljane, ki ni tako daleč, pa še odkot drugod. Skratka, tema, kam jih bomo pokopali, je seveda nadvse zanimiva za razpravo, ki mora biti opravljena. Kot je bilo zapisano v enem izmed sporočil, ki sem jih prejel, je ta razprava mnogo prepozna in s tem se seveda nedvomno povsem vsi strinjamo. Ta razprava, ki jo bomo danes opravili, jo bomo opravili somišljeniki v tem, da se ne sprašujemo med seboj, ali je pokop sploh potreben ali ne. Za nas je to samo po sebi umevno, ne nazadnje. Smo vsi kristjani in eno izmed temeljnih telesnih del usmiljenja za kristjane je pokopavati mrtve. Torej, o tem ne more biti dvoma. Po 25 letih smo pa zdaj prišli do točke, ko se bo prvič v večjem obsegu zgleda nekaj podobnega res zgodilo. In presenetljivo je, da ko smo se pripravljali in zbirali gradivo na ta dogodek, pripravljali razna stališča, razne poglede. Nekateri člani Nove slovenske zaveze ste bili z nami že v lanskem letu, ko smo imeli občni zbor v Ljubljani, v Škofovih zavodih, kjer smo tudi sprejeli resolucijo in smo se prvič odkrito pogovorili o tem, kaj pravzaprav želimo s našimi mrtvimi. Do tako rekoč letošnjega leta ali pa lanskega leta, ko se je posamične primere začelo obravnavati, to so bili družinski primeri, slovenska država ni razmišljala o pokopu in tudi družba ni razmišljala o pokopu. Ko gledamo nazaj, kaj se je pravzaprav pisalo, tudi v reviji Zaveza, kaj se je pisalo v medijih, kakšna je bila razprava v politiki, razprave o tem, da naj bi se žrtve pokopalo kako drugače, kakor da se ustrezno in pietetno zaznamuje brezna, v katerih so bili pomorjeni, to se pravi kraje morišč, prikrita grobišča odkrije, zaznamuje, blagoslovi, tam postavi pomnik. Izven tega družba ni razpravljala. Ne v času, ko se je sprejemalo tako imenovane vojne zakone pod predsedstvom Janeza Podobnika v državnem zboru, tudi ne kasneje. Skratka, evolucija slovenskega naroda v demokraciji je očitno pripeljala po 25 letih do tega, da se zdaj soočamo z vprašanjem, na kakšen način ljudi odkopati, na kakšen način ljudi poimenovati, na kakšen način ljudi pietetno pokopati. V tem delu je zdaj ena izmed ključnih vprašanj izpostavljeno predvsem, zato da preidemo kar k bistvu, kaj storiti z žrtvami konkretno iz Hude jame oziroma z rova Svete Barbare. Vsi vemo, da prelomna točka leta 2009, ko se je Hudo jamo odprlo, odkrilo in razgrnilo javnosti, je bilo za slovenski narod šokantno in je bilo tudi po drugi strani zdravilno. Pripeljalo je do tega, da se ljudje soočamo z dejstvom, da je zločin med nami, da so posledice tega zločina materialno jasne in da tako grozljive stvari, kot je Huda jama, v slovenskem prostoru ni. Vsa brezna, ki jih je po Sloveniji oziroma prikrita grobišča, ki so po Sloveniji zdaj dosegle in presegle številko 600, niso skupaj ne toliko gorja in tako grozovito predstavile slovenskemu narodu, kakor prizori iz Hude jame. To so bila brezna, kot je recimo Krimska jama, o kateri bo kasneje dekan Ipavc govoril. To je Kočevski rok, ki ga redno obiskujemo vsako leto na slovesnosti in še kdaj posebej. In vendar so to neka skorajda naravna grobišča. Medtem ko Huda jama je pa umetno ustvarjen rov, v katerega so pravzaprav te bogi reveži in žrtve bili pripeljani in potem tam tudi zakopani. Skratka, soočanje s
vprašanjem, kaj s to hudo jamo storiti, je trajala od leta 2009. Vmes se je zamenjalo kar nekaj odgovornih oseb po raznih državnih službah, ki so skrbele za tako imenovana vojna grobišča ali pa prikrita vojna grobišča, kot je uradni termin v zakonu, do letošnjega marca. Letošnjega marca je bil objavljen razpis za dela izkopavanja v Hudi jami in za prenos posmrtnih ostankov na pokopališče v Mariboru. Do letošnjega poletja, poznega poletja, širše razprave v slovenskem prostoru na temo pokopnega mesta slovenskih domobrancev ni bilo. Dano dejstvo, da je nek državni organ objavil državni akt, kot je to javno naročilo, z javnim razpisom, po odprtem postopku, za dela, ki so tega značaja, v takem obsegu, kot je tukaj predvideno, govori se o različnih žrtvah, o različnih številkah, vemo, da zaenkrat je žrtev 800, ki so v trenutni kostnici, ki je začasno urejena v samem rovu Svete Barbare oziroma pri Hudi jami pri vhodu. Danes je seveda težko odločati med eno ali drugo dilemo. In za to, da bomo odprli to razpravo in plastično predstavili, dilema, ki je pred nami, je, če se z Mariborom ne strinjamo, lahko prekinemo dela v Hudi jami in odpremo razpravo o tem, kaj pravzaprav z žrtvami iz Hude jame narediti in kje naj jih pokopljemo. Stališče Nove slovenske zaveze je bilo, to mora iti v center države na častno mesto. Stališče civilne iniciative in pa civilne pobude iz celjskih območij, prav tako Škofije Celje in kasneje tudi Slovenske škofovske konference, pokop mora biti na Teharjah in Teharje morajo postati osrednji kraj spomina na pobite domobrance oziroma vse žrtve, slovenske žrtve revolucionarnega nasilja. To stališče je pravo. In tisti, ki želi z menoj polemizirati o tem, zakaj sem jaz proti, naj mu na samem začetku povem, to stališče sprejemam, posvajam in sem za to, da Teharje postanejo kraj osrednjega pokopa in osrednjega slovesa vsako leto, ko se bomo spomnili teh žrtev, slovenskih domobrancev oziroma žrtev revolucionarnega nasilja. Vendar, to, da smo mi za, še nič ne pomeni. Teharje so spominski park, razglašen leta 2014 z odlokom, ki ga je podpisala magister Alenka Bratušek kot predsednica vlade, za kulturni spomenik in za ta kulturni spomenik veljajo določeni pogoji. Problem je, da v samem konceptu osnovnem Teharje je tam sicer bila predvidena kostnica, tudi delno je zgrajena manjša kostnica, niti slučajno pa ni bila nikoli ta kostnica zamišljena kot osrednjo pokopno mesto za nekaj tisoč človeških teles. Urediti Teharje v pokopališče ni bilo nikoli mišljeno, dokler ni ta javna razprava letos prišla na plan, da je to pravzaprav želja Škofovske konference kot predstavnika Katoliške cerkve na Slovenskem, civilne iniciative in tudi Nove slovenske zaveze, ki se je v tem pogovoru z državnimi organi in z drugimi v civilni družbi pojavila kot legitimen predstavnik, večinski ali pa najbolj množičen legitimen predstavnik sorodnikov žrtev, ki so končali v Hudi jami. Torej, dilema, kot smo rekli, je, če Teharje da, kdo jih bo pripravil za to, da bodo sposobne prevzeti te pokojne
in kaj v vmesnem času storiti s tistimi v hudi jami. In ta dilema je po moralni plati tako težka, da so tisti, ki so za našo moralo najbolj odgovorni pri Slovenski cerkvi, si vzeli čas in premislili in rekli, takole bomo. A zaenkrat obstajajo policijski zapisniki, jaz jih ne zagovarjam in ne vrednotam, ampak vam samo povem, da obstajajo. Preiskave v predkazenskem postopku, da žrtve v hudi jami so pretežno hrvaške narodnosti. Se ne morem ne strinjati in se ne morem strinjati, ker osebno nisem raziskal tega, med nami vem, da je tudi nekaj takih, ki ste se s tem ukvarjali in s tem vprašanjem je treba nastopiti zelo resno. Skratka, nedvomno gre tudi za Hrvate. In ena izmed osrednjih stvari, na katere je pravzaprav opozorila tudi Slovenska cerkev, slovensko domobransko vprašanje in pa vprašanje slovenskih žrtev revolucionarnega nasilja ne bomo mešali s vprašanjem ustaštva oziroma ustaških žrtev. Gre za meddržavne odnose in gre tudi za različne poglede na medvojno oziroma povojno dogajanje. Tudi za različen status teh žrtev. Dokler je mogoče, bomo zagovarjali stališče, da ko se ugotovi, da so slovenske žrtve, je naš namen jih prekopati in pokopati na Teharje. Prekopati iz hude jame in pokopati na Teharjah. Kompromisna rešitev, ki je zaenkrat se izoblikovala in ki bo šla tudi s podporo slovenskih škofov, po mojih informacijah soglasno, ampak nisem sedel v isti sobi, ko so se odločali, tako da tega ne morem zatrditi, je, da prvič žrtve, ki so trenutno v gajbicah v hudi jami, identificiramo posamična okostja, eno okostje v eno vrečo, to vrečo označiti, pod vodstvom profesor dr. Katja Drobnič, forenzični laboratorij pri policiji, odvzeti vzorec tkiva, kosti, za kasnejšo analizo, to identificirati in oddvojiti to kost od tega okostja. Antropološka preiskava, ki poteka istočasno skladno s razpisnimi pogoji, nato pokop te vreče v grobišče oziroma v pripravljen grob v Mariboru. Prvih 800, prva žrtev 3. oktobra, zadnja žrtev 27. oktobra. Koliko teh je Slovencev? Ne vemo. Koliko teh ima ime in priimek? Ne vemo. Koliko teh lahko dobi ime in priimek? Verjetno velika večina, ampak zato je potrebno kar nekaj stvari še pripraviti. Prvič, v Sloveniji ni mogoče oddati vzorca DNK strani živega sorodnika, ki išče svojo žrtev ali pa svojega sorodnika med žrtvami. Lahko v postopku, ko je pravzaprav nekdo že izkopan. Tak primer je bil primer družine Oblak v lanskem letu, ko je gospod Tone Oblak iskal svojega brata, bil prepričan, da je našel grobišče, v katerem njegov brat počiva, oddal DNK analizo in s tem namenom šel v odkop tega groba. Tam so našli žrtve in primerjali tem žrtve z njegovim DNK-jem. Ugotovili, nažalost, brata ni med temi žrtvami. Vzorec DNK se je potem zavrgel. Ni baze podatkov, ni pravne osnove za tako bazo podatkov zaenkrat, da bi lahko Slovenci množično oddali DNK v upanju, da bomo kasneje, ko se bodo te vzorci analizirali, primerjali z neko bazo. In rekli, aha, imamo pozitiven rezultat in vemo, da ta truplo številka
2016/132 je Franc Kovač iz Slovenije, ki ima sestro, ki ima brata, ki ima nečaka, ki ima neko sorodstvo med znanimi. Radi bi do tega prišli in to je bil eden izmed sklepov tudi komisije, kajti do zdaj te podlage ni bilo in tudi volje ni bilo, da bi se DNK vzorci vzeli. Slovenska cerkev je tudi previdno povedala, da mariborski pogreb 27. oktobra predstavlja za njih cerkveni del običajnega pogreba, kakor se pravzaprav izvrši za vsakega katoličana, za katerega kdo naroči pogreb. 3. oktobra ob 10. uri bo slovesnost, ki jo bo vodil škof Lipovšek. Pri Hudi jami izgledalo bo približno tako, kot izgleda pri vsaki vežici, pri vsaki domači hiši, kamor pride pokojnika sprevod, da ga odpelje na pokopališče, kjer se opravi drugi del obreda. Katoliški pogreb je v skladu z ženevskimi konvencijami zahtevan in bo tudi izpeljan. Z ustrezno pieteto, z ustrezno simboliko, brez drugega javnega pompa. Moja dolžnost je, da vas povabim in seznanim, da se tega udeležite. Možno bo tudi kropiti tisto krsto prve žrtve, ki bo potem kasneje odpeljana. Zadnji, 27. oktobra, bo pokopan s pogrebno sveto mašo. Ta se bo izvršila v Mariboru, vodil jo bo nadškof mariborski dr. Cvikl oziroma monsignor Cvikl. Kot je običaj pri takih pogrebih, bodo potem tudi govori in potem slovesten pokop. In to je to. Prihodnje leto oziroma čez približno 17 mesecev, upamo, da prihodnje leto ob koncu leta, lahko se stvar zavleče, ko bo izkopana zadnja žrtev iz jaška v Hudi jami, bo pokop vseh vzorcev, ki bodo vzeti po istem postopku, na Teharjah. Tudi to je že sklenjeno. Tudi dela za povečanje oziroma za prireditev te kostnice, ki je že zgrajena, so že evidentirana in tudi z arhitektom Mušičem je že dogovorjeno, da se pripravi eventualne te modifikacije, ki so tam zahtevane, zato da bo to v skladu s standardi, ki danes veljajo v tej stroki. Tam, na Teharjah, bo osrednja slovesnost, ki se jo bo udeležila celotna slovenska škofovska konferenca in na katero bodo vabljeni vsi Slovenci. Zdaj, kakšen naj bo naš odnos do tega, kam naj jih pokopljamo? Cela Slovenija je doživela revolucijo. To ni predmet ljubljanske pokrajine, to ni predmet Notranjske, to ni predmet Ravt, to ni predmet Logatca, to ni predmet Cerknice, to ni predmet Šentjerneja, to ni zgodba, ki bi se končala tamle na Trojanah. To je zgodba, ki nas je usodno zaznamovala, ker je ta zločinski sistem 45 let haral po Sloveniji in njegove posledice bomo čutili še najmanj naslednjih 45 let. Torej, te žrtve niso nekaj, kar bi lahko kdorkoli razglasil, da mu je tuje. Če govorimo zdaj z vidika sprejemnega mesta, sprejemnega pokopališča. Nedvomno si vsakdo želi, da bi imel pokopane svoje bližnje čim bližje, po možnosti v lastnem domačem grobu. In DNK analiza in te vzorci in vsa ta, kot je eden izmed članov rekel, nepotrebna kolobocija, služi temu, da to upanje, ki morda ne bo 100% ga možno nikoli potrditi ali pa zadovoljiti, da bomo nekoč našli svoje žrtve in jih bomo lahko pokopali v lastni grob, dejansko živi lahko naprej. Imamo vzorec, vemo, kje je truplo, vemo, da ko bo ta vzorec analiziran, in to si bomo prizadevali, da se tudi pravna osnova za to bazo podatkov vzpostavi v najkrajšem možnem času, da bomo potem lahko rekli, našli smo vašega sorodnika, kaj želite.
Takrat bo pa seveda vsak izmed nas na tapeti in pri dilemi, kaj storiti. Trenutno ne vemo, koliko žrtev bo iz Hude jame. Ocene se gibljajo od 2000, v nekih najbolj groznih ocenah jih lahko 6000. Dokler ne pridemo do dna, je sklep se ne neha. Ko bo pa zadnji ven, bomo pa vedeli, koliko jih je. In ker država želi ta postopek izpeljati v celoti, iz kakšnih nagibov lahko se dolgo pogovarjamo in dolgo debatiramo v noč, je seveda naša zahteva, da enaka procedura, kot velja za Hudo jamo, se uveljavi v vseh slovenskih grobiščih, ki jih bomo še odkopali. To se pravi, to ni enkraten dogodek. Ampak podobno je v Begunjah, podobno pričakujemo zdaj pri Celju ponovno v Košnici, pričakujemo, da se bo enako nekoč dogodilo tudi v Kočevskem Rogu, predvideno prihodnje leto, da bi bilo prvo brezno na tapeti. To so zahtevni posegi, ogromno je bilo uničenih dokazov, tudi ogromno uničenih človeških trupel. Kaj bomo uspeli dobiti ven, je drugo vprašanje. Ni moja naloga v tem razpravljati, nisem niti poklican, niti nisem usposobljen, da bi lahko to stvar razložil. Moja naloga je kot predsednik Nove Slovenske zaveze zagotoviti, da se ta država končno zaveže storiti vse, kar je možno in potrebno, da ta postopek spelje. Temeljni problem, in bom zaključil na tej točki, ker sem že ogromno časa pobral tudi sogovornikom, temeljni problem je, da imamo 25 let borbe po hribu navzgor, ki je pripeljalo do strahotnega nezaupanja, da ta država nikoli ne misli tisto, kar napiše ali pa kar reče. In nihče ne verjame, da je karkoli od tega, kar bi se lahko zgodilo, tudi možno, da bi se zgodilo, kaj šele, da je nedvomno res in da se bo zgodilo. Smo vsi za to, da se to zgodi, in naša dolžnost kot civilna družba je, da vplivamo in protestiramo in tišimo in plediramo in protestiramo, vse dokler te stvari ne bodo sklenjene. Mi več kot to, da sklenemo, teharje se morajo urediti, da so se stvari začele dogajati, da državni uradniki, ki so za to pristojni, bili že dolga leta, iz spodnjih predalov jemljejo mape, na katerih piše območje Teharje, sanacija Teharje, projekti Teharje, pogodbe Teharje, finančne obveznosti Teharje. To so vse stvari, ki so že dolga leta po raznih predalih. Realiziralo se ni pa nikoli. Menim, da smo v točki, ko nas čakajo predsedniške volitve v prihodnjem letu, sposobni toliko pritiska izvesti, da imamo vsaj pri državi sogovornika, ki je življenjsko zainteresiran, da si pripne medaljo za hrabrost, za to, da je nekaj dovršil, in v tem je pripravljen iskati podporo tudi nižjih državnih uradnikov, za to, da speljajo te stvari in se zadovolji cerkveni strani in njihovemu interesu. Ta moment je lahko zgodovinski, da gremo en velik korak naprej od tistega, kjer smo danes. Ali ga bomo storili skupaj ali ne, ali pa bomo po klasični slovenski navadi našli 10 razlogov, okrog katerih se lahko skregamo, je pa seveda ključno vprašanje za vsakogar, ko enkrat identificira, kaj je strateško pomembno. Kaj je gozd, kaj je drevo, kaj je grm, kaj je list. Zame strateško ni dopustno, da bi slovenska država kot članica Evropske unije imela žrtve v gajbicah. To je zame nedopustno. In sem zato, da začnemo s to državo resen dialog okoli tega, da se na te žrtve ne pozabi tako, da se jih spravi v Maribor, tako da ne bomo nikoli več vedeli, kdo je tam, da se čez položi travnato rušo, ki bo sicer čudovit park, ampak brez kakršnekoli označbe o tem, koga smo tja pokopali. Če se umaknemo iz tega
aktivnega postopka plediranja in pogovarjanja z državo, potem moramo vedeti, kakšna je naša moč, kaj lahko še drugega storimo. To ni izraz nemoči, to je izraz realnosti, v kateri pravzaprav smo, da je naša moč moč argumentov, moč molitve tudi, če želite, moč žrtev vseh tistih, ki so pokopani in so dali svoje življenje v imenu borbe za to pravičnost, že takrat, ko je šlo za res. Na nas pa je zdaj, da se odločimo, kaj so tisti glavni poudarki, za katere se bomo postavili v vrsto in rekli, prvi cilj je to, drugi cilj je to, tretji cilj je pa to. V današnji razpravi pričakujem različne poglede, sem jih doživel in uspel slišati že mnogo in več ali manj mi je jasno, da članstvo Nove slovenske zaveze in pa dobro misleči ljudje, ki s nami simpatizirajo, pod A želijo, da žrtve niso pokopane v Mariboru. Pod B si želijo, da bi bile te žrtve nekje blizu doma. In pod C, da bi nekdo končno rekel, te žrtve niso bile potrebne in sistem, ki je na njihovi krvi nastal, je zločinski in ga ta država obsoja. Zame je tretji cilj najvažnejši, ker iz tega tretjega potem rabimo posluh in dobimo posluh države nazaj za izpeljavo prvih dveh. Zaenkrat se pogovarjamo tehnično, s premalo empatije, zato tudi ta razprava, ki je bila vodena do marca letos, ko je luč sveta zagledal ta javni razpis, ni bila z žrtvami, ni bila s sorodniki žrtev, ampak je bila tehnična, ker smo reševali tehnični problem. In ker smo reševali tehnični problem, je na koncu prišlo do začudenja, zakaj vendar ne razumete, da je to edina možna rešitev. Ker do letošnjega avgusta teharje nikoli niso bile v državni zavesti, da je to sploh lahko kraj pokopa. Z eno besedo, v enem aktu, ne občinskem, ne državnem, ni teharje kot spominski park določeno kot pokopno mesto, ne kot pokopališče. Piše povsod simbolična kostnica. To se pravi, ta sprememba, ki se nam je zdaj zgodila v letošnjem poletju, je privedla do resnih valovanj v naših razpravah in je prav, nažalost pa prepozno. Vprašanje, če prepozno, če ne samo pozno. Jaz mislim, da dokler smo tukaj, je ta razprava potrebna in koristna. Več pa kasneje.